Pogovori pod taktirko današnje oblasti potekajo v smeri razvrednotenja narodno-osvobodilnega boja in v stranki Lipa se še posebej sprašujemo, zakaj in s kakšnim ciljem naša aktualna vlada ves čas poskuša izničiti vse napore in prizadevanja narodno-osvobodilnega boja. Dejstvo, katerega se zaveda celotna Evropa, je, da je slovensko zgodovino zaznamoval boj proti okupatorju in to dejstvo je potrebno ceniti, spoštovati. S tovrstnim bojem smo si Slovenci izborili svojo prihodnost in svoje ozemlje. Mi se moramo spominjati obdobja, ko so se naši predniki brezkompromisno borili za to, da danes lahko živimo v naši državi, državi Sloveniji. Boj za to ali pa vojna, kakorkoli rečemo, je terjala krvavi davek. Bila je vojna, ki je zagotovila preživetje slovenskega naroda. In v stranki Lipa se zavedamo, da je bil to čas pobijanja, zapiranja in izvajanja terorja nad civilisti. Posledice fašizma in nacizma niso zanemarljive. In ja, ravno fašizem in nacizem sta bila povod za drugo svetovno vojno. Še dan danes se odkrivajo ostanki pobitih v drugi svetovni vojni in to pomeni, da še vedno ne vemo točnega števila tistih, ki so se žrtvovali za našo zemljo. V Lipi se zato zavedamo spoštovanja vrednot narodno-osvobodilnega boja. V skupni želji po delovanju demokratične in pravne države, katera naj bi spoštovala človekove pravice, se zavedamo dolžnosti do spoštovanja umrlih v času vojne in do vseh tistih, ki so bili žrtev povojnih pobojev. V stranki Lipa se zavezujemo, da ne bomo pristali na nikakršne poskuse diskreditiranja partizanov, narodno-osvobodilnega boja in predrugačenja zelo jasne zgodovinske resnice. Samozavest in odločnost sta zaslugi narodno-osvobodilnega boja in čas je, da se začnejo tudi gospe in gospodje iz nasprotnega političnega pola tega zavedati.